Kar se zbornice tiče, je po mojem zelo veliko nekih napačnih predstav, kaj zbornica je in kaj ni. Med drugim seveda tudi zbornica sodeluje pri predlogih za zakonodajnih predlogih in tako naprej. Moram reči, da kolikor jaz poznam zadevo, še vsi, ki so prišli nekam na ministrstvo, so potem tudi nekje obtičali, ker je pač tisto, kar se zbornica dotakne in predlaga, dostikrat obravnavam kot kužno in kontrarevolucionarno ali pa ne vem, kar revolucionarno, nekaj, kar ni, pa zelo žalostno, ker pač izhaja iz neke organizacije, ki se razume vsaj en del tega procesa, ki se odvija v postopku zdravljenja. Tako da ta vloga, spet zbornica je zbornica zdravnikov. Zdravnikov zato, da bi se organizirali in pa delovali na način, da bi bilo pacientom boljše. In stvari, ki se paciente matrajo, prej slej bo matrajo zdravnike, pa matrajo zdravnike še prej, ko matrajo paciente. In ne imeti dialoga za zbornico ali pa ne upoštevati nekaterih predlogov, ki jih je nazadnje bilo z odbora za zdravstvo, zakaj samo nekaj stavkamo pa štrajkamo, pa to se pritožujemo, da imamo kakšen končno predlog za skrajšanje čakalnih dob in so dobili, mislim, da 20 strani, ki so jih že prej dobili, samo jih niso vedeli, da so jih dobili. To je pač tako o zbornici nasplošno. Jaz bi hotel se samo vrniti nazaj, če lahko, na eno vprašanje. Tukaj sta dve čakalni vrsti na ene strani. Ena je taka tiha čakalna vrsta, ki ni povezana z povpraševanjem. To je čakalna vrsta za hude bolezni, za kapi, za infarkte in tako naprej. In to je en segment, ki v Sloveniji gre dobro. Ampak o tem se ne govori. Podatki OECD-ja, jaz citiram, tam je en zelo lep kazalnik, smrti zaradi zdravljivih vzrokov, in tam smo v prvih, mislim, da smo 14. v OECD-ju. Če pa to še nekako uravnoteža z nekimi faktorji, kot je število zdravnikov ali pa stroški na prebivalca za zdravstvo in tako naprej, pademo pa gor in so nad nami mogoče Luksemburg, Izrael, Južna Koreja, vedno karkoli sem ponderiral, je prišla na koncu Južna Koreja na vrh. To je ena stvar. In druga čakalna vrsta, ta, ki se poraja za spreminjajočo se kulturo kupovanja zdravstvenih storitev. Ljudje več ne grejo v zdravniku, če so bolani, ampak grejo v zdravniku, ko, zdaj bom karikiral, mislijo, da bi lahko bili bolani. Žal ne. Ampak se pravi, za vsako stvar, včasih si za prehlad nisi šel po 3 posvete, nisi šel, če smo 37,2 temperaturo, k zdravniku, ampak to vse generira nek zamašek pri splošnem zdravniku ali pa neko averzijo do tega, kaj sploh delam, in na koncu seveda se zgodi to s poudarjanjem pravic v tem segmentu, ki po mojem ni tako pomemben stališča zagotavljanja varnosti, kar se tiče dolgoročnega zdravja ali pa življenja, ampak tega občutka, da zdravstvo imamo. In v tem segmentu se je ta politika kupovanja zdravstvenih storitev bistveno spremenila, stalno poudarjanje pravic, ki so vse in vedno na voljo, hkrati neka demolicija ali destrukcija podobe zdravnika ali splošnega zdravnika na splošno, ki pač mu ni za verjeti, pa je treba še eno mnenje, pa še ne vem kaj, splošne zdravnike ti nič ne vejo, oni se zelo napišejo napotnice, in ta kultura, jaz bi imel 3 napotnice, ustvarja nove napotnice, ustvarja nove čakalne vrste. Točno vemo, da v segmentu, ki je zdaj zelo dobro razvit, to je diagnostika, predvsem slikovna diagnostika, skoraj ni čakalnih vrst, bi se rekel, primerjavi s tem, kar se spomnim izpred let, ampak to takoj ustvarja dodatne čakalne vrste nekje drugje. Ampak koliko te diagnostike slikovne, jaz govorim naprimer samo o magnetu kolena, je sploh potrebne. Ker vsi hočejo imeti magnetno rezonanco kolena, ker to jim pripada in te skoraj ne vem, kaj s tebe naredi ambulanti, bo pa 6-krat prišel na pregled, ker na koncu boš rekel, ok, magnetna rezonanca, in itak bo rekel, jaz se zdaj pa že boš, ker si vedel, da boš. Se pravi, to je to, kar je tudi prej bilo slišano, verjetno nekih omejitev strokovnih, ki pa na drugi strani ne more biti samo zdravniški. Zdravnik je hkrati razdeljevalec vavčerjev ali pa pravic dostopa do plačila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in hkrati je neka oseba, ki človeka zdravi. Te dve zadeve se včasih čisto ne pokrijeta.
In zdaj v nekaterih okoliščinah bi pač mogla res zavarovalnica, če bi bila zavarovalnica, pa teh stvari mi ne bomo plačevali. Ne? In se pri tem upreti, če se jim zdi problem, na mnenje ali RSK-jev ali nekega strokovnega foruma. Ne? Konkretno spet za degenerativne kolena, magneti za morebitne meniskus okvare. Ne? Pač tega ne bomo plačevali, ker to generira toliko enih čakalnih dob in ljudje, ki po na koncu res rabijo to preiskavo, bojo čakali dlje.